Kaj lahko mladi storimo za zmanjšanje stopnje inflacije? Ja, pri zunanjih vzrokih je zelo malo, tako kot tudi vsi ostali. Pri teh notranjih vzrokih, ker inflacija seveda poganjena tudi z psihologijo, z prepričanjem, da se bo vse dražilo in zato vsi že naprej skušajo dvigati cene in to upoštevati. Pa z tem, da se ne reagira panično. Tako da se izbira med ponudbo v tem smislu, da se ne nagrajuje tistih, ki najprej dvignejo cene. Če ste tam najprej kupovali, potem bo ta signal enostavno napačen. Mislim pa, da to ni predvsem naloga mladih. In upam, da bo v naslednjem mandatu imel kaj več sreče. Takrat, ko sem postala ministrica za zdravje, takrat sem tudi pozvala ženske, da dajmo malo bolj skup držati, ker so me resnično ženske najbolj kritizirale. Mene je seveda to takrat zelo bolelo, ker nisem vedela, da je to tudi folklora. No, danes, ko to vem, je malo lažje in danes so se tudi te gospe me že včasih pohvalijo. Zanesljivo se bo seveda vlada zvala tako, da bo spoštovala odločitev Ustavnega sodišča, če bo le dovolj jasna. Mislim, da se je to kar seveda obneslo, da tako rečem, ali naletelo na ugodni odmev in bomo seveda to tudi ponavljali. To, kar čemu vi v medijih pravite vojna proti tajkunom, je spravi normalizacija. Ki pa pravzaprav živimo, ali res živimo v tem, da hočemo postaviti vse, kar je na mizi na glavo, da je narobe, ali si mogoče res želimo, da bomo napravili kaj več in kaj boljše. Glejte, vaše vprašanje je nekoliko premalo specifično. Glejte, ne more minister komentirati izjave predsednika republike. Minister jih pač vzame na znanje. Ne more pa komentirati izjav predsednika republike, kot sem rekel tudi, da ne more komentirati izjav tega drugega ministra iz vlade. In da je tudi pristojni minister verjetno tudi na nek način prispeval k nesporazumu, ki ta trenutek vlada, to je bil minister za javno upravo, med sodstvom na eni strani in bom rekel vlado na drugi strani. Torej dejanja, ki prej niso bila proglašena za kaznivo dejanje, ki so bila opredeljena kot velike svinjarije, kot sami veste, tako je govorila moja predhodnica, je pa rekla, veste, vsaka velika svinjarija ni tudi kaznivo dejanje, zdaj so to postala kazniva dejanja. Ljudske, nega gasa, ljudske! Božič je! Fantastic. In ko sem se pogovarjala s posamezniki, v čem je pravzaprav ključ težave tudi v odnosih v onkološkem, pravijo, da so bila pričakovanja o vselitvi v novo stavbo tako velika, da se je delalo v tako težkih razmerah leta in leta, da so enostavno ljudje zdaj občutljivi na vsako najmanjšo tipko. Ravno zato, ker se veste, tudi ko se gremo na neko prireditev, pričakujemo, da bo zelo lepo, takrat je ravno slabo. Ne? Pričakovanja so očitno bila tudi mnogo više, kot je pa zdaj realnost, kajti sama krasna stavba ne more izpolniti vseh, mislim, absolutno ne izpolni tudi tistega čustvenega dela, ki ga pač ljudje imamo. Jaz se nikoli nisem potegoval za to mesto. Kako ste potem postali predsednik parlamenta? Mene so pregovorili in predlagali. Če vas znova pregovorijo? Bi še enkrat bili, no, skratka. To pa pustimo, ni v odločnosti. Objekt DTS sicer raste, bo opazite, da raste, pa vendar novih projekt bil načrtovan tako, kot da se dogaja na Greenfieldu, to pač pomeni nekje na zelenem polju. Jasno, tukaj pa gre za motnjo in obstoječega kliničnega centra in pač z vsemi vprašanji
nadaljujemo investicijo, kot pa sem rekla, lažje bi jo bilo prekiniti pa začeti znova, ampak vendar moramo pač tukaj tudi po težji poti iti za to, da bi mogoče prišli prej do rezultata. Torej, na začetku lahko rečem, da je Ministrstvo za kulturo izpolnilo pravzaprav vse tiste zadeve, ki so bile v koalicijski pogodbi, kar je seveda temeljna obveza vsake vlade in vsakega ministra v taki koaliciji. Poleg tega pa seveda lahko rečem, da smo marsičem storili še kaj drugega. Zakon o RTV-ju je seveda zakon, ki je primerljiv z veliko večino članic Evropske unije. V grobem pa lahko samo ponovim tisto, kar že smo večkrat sporočali, pa o čemer je bilo tudi veliko govora, seveda v zadnjih 4 letih. Pač zdi se mi vredno poudariti pri tem zakonu, kot sem rekel, da je evropsko primerljiv, na drugi strani pa je zagotovil seveda tudi to, da je oprostil plačevanja prispevka socialno ogrožene prebivalce. Skratka, nekaj tako neverjetnega nereda, kot je tu, še jaz nisem videla, pa pomem. Ta sektor seveda tudi, moram reči, deluje izredno vzorno. Predvsem bi pa tam naj bilo opredeljeno, da se v čakalnici čaka manj kot 1 uro. To bi bil naš cilj, ki ga bi postopoma naj dosegli. Vse veste, to tudi z predpisom ne bo šlo, to bo šlo spremembo kulture zaposlenih in vse. Torej, toliko bi bilo za enkrat na kratko o tem, kar se mi zdi, da je vredno poudariti za obdobje zadnjih 4 let, ko sem seveda na tem mestu ministra tudi jaz.